Ok, te imamo točko 2. Dobro, prihajamo v srednjo točko današnje tiskovne konference. No. Pa če se spomnimo malce nazaj, po katastrofalnem neurju s poplavami avgusta 23 teče celovita sanacija objekta kulturnega centra. V približno leto dni je nastala vsa potrebna dokumentacija za enega od dveh objektov Republike Slovenije v javni rabi, ki bosta doživela nadomestno gradnjo. Rušitvena dela so se pričela 26. septembra 2024, zaključili smo jih v 2 tednih in s tem se je odprla pot naslednji, torej najobsežnejši fazi projekta, gradnji novega kulturnega doma. Trenutno na območju Suhe potekajo dela v sklopu vodno-gospodarske ureditve in ureditve ceste, izvajajo se elektropriključki, zunanje ureditev območja, v teku je tudi izvedba tribune proti glasbenemu domu, postavitev 2 svetilnikov in predpriprava za izvedbo ozelenitve. V notranjosti objekta pa trenutno delavci zaključujejo grobe inštalacije, estrihi so že izvedeni, v naslednji fazi se bo začelo oblačenje stropov in sten ter priprava podlag za polaganje parketa. Montaža stolov je predvidena za 10. september. Trenutno potekajo tudi fini razvodi v okviru inštalaterskih in obrtniških del. Skupna vrednost investicije pa, kot smo rekli, 5 milijonov 752 tisoč 599,50 evra z DDV. Zunanjo ureditev občina izvaja v sodelovanju z ministrstvom, sicer kot del obveznosti izgradbenega dovoljenja. Predviden zaključek gradnje pa jesen 2026. Objekt bo predstavil župan, dr. Tomaž Rožen, tako da kar ostanite na svojem mestu. Jaz pa bom na mesto povabila še sogovornike in sogovornico. Z nami je direktor ZKŠT Naravne, gospod Dejan Pandel, pa se mogoče tudi vi kar predstavite kot upravljalec novega objekta, predsednica Zveze kulturnih društev Ravne Valentina Slemnik, ki zastopa bodoče uporabnike, vsa kulturna društva, okoli 20 jih je sodelovalo in imajo pričakovanja, in še tega gosta pa nismo napovedali na vabilu, smo pa zelo veseli, da ga lahko danes že pozdravimo med nami. Tilen Hudrab je namreč strokovni umetniški sodelavec občine Ravne za razvoj strategije programske sheme novega kulturnega centra. Zdaj jaz verjamem, da ostala 2 gosta našega omizja ne potrebujeta posebne predstavitve. Za Tilna, ker pa stopa v druge čevlje, oziroma pred kratkim je ambasador Stare železarne, zdaj pa se seli svojim mednarodnim uvidom v kulturo, v kulturno dogajanje tudi v naš kulturni center. Tilen je pravzaprav izjemen primer umetnika, ki združuje tako vrhunske mednarodne uspehe s predanostjo domačemu okolju. Sicer pa je organizator, pesnik, pisatelj, novinar, producent, promotor, poliglot, glasbenik in svetovljan, ki je v 52 državah sveta na lastni koži občutil in doživel kulturo kot tako. Domačo lokalno kulturo že 25 let neprekinjeno soustvarja skozi delovanje sprva še iz otroških dni v KMKC kompleks. V sklopu sodelovanja s KMKC-jem je Naravne pripeljal več kot 100 skupin, ki so nastopile na kompleksovem odru, ustvaril državno priznani festival Winter Strike, Naravne pripeljal najbolj znan metal festival, ki je kompleks direktno povezal z nemškim organizatorjem, ki letno na svoj dogodek privabi preko 80 tisoč ljudi. Kot eden najbolj zaželenih in priznanih slovenskih metal basistov je sodeloval z svetovnimi zasedbami, nastopal na največjih odrih tega sveta, tudi pred več 10 tisoč glavimi množicami. Posebna vrednost njegovega delovanja pa je v tem, da kljub svetovnemu uspehu ni nikoli prekinil vezi z domačim krajem, kot kulturni ambasador in tudi kot navdih mladim generacijam. Tako v naš novi kulturni center prinaša uvid in spoštovanje, ki se ga pravzaprav ne da ne kupiti, ne narediti, pač pa se ga da pridobiti le z desetletji neutrudnega dela in dokazane kakovosti. Tilen Hudrab, kot rečeno, strokovni umetniški sodelavec na področju programske sheme novega kulturnega centra, pa bi mogoče župan najprej začeli z vami, z vašim društvom v to predstavitev. Ja, hvala Janja. Ja, tokratno delamo prvič javno korak naprej, da ne govorimo zgolj o sami izgradnji kulturnega centra, kateri so da smo vedno poročali, imeli tudi javne oglede, in glede javni ogled bo tudi še sklican. Predstavljamo prvič tudi vsebino z mojimi 3 sogovorniki.
to je seveda z upravljavcem. Želimo seveda javno sporočiti, da Kulturni center Ravne bo upravljal naš Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ZČŠTM z direktorjem Dejanom Pandelom na čelo. Sporočiti želimo, da imamo seveda tudi novega sodelavca, Tirina Pudrapa, kot seveda lokalnega kulturnega organizatorja, menedžerja, umetnika, ki bo seveda vplival oziroma pomembno s sodelavci oblikoval tako strategijo za kulturo, ki jo lahko danes napovedujemo, no, o tem boste najbrž za mano več povedali. Lotili smo se strategije kulture, kulturnega centra Ravne in pa z nami seveda tudi predsednica Zveze kulturnih društev. V zadnjem času se je na Ravnah obudila ta društvena kulturna dejavnost, tudi zveza se je postavila na noge. Imamo 17 kulturnih društev, ki prejemajo javna sredstva občine Ravne za delovanje na področju kulture in teh 17 društev seveda predstavlja Zveza kulturnih društev, ki jaz upam, da se veseli tudi novega kulturnega centra na Ravnah. Investicija, kot rečeno, poteka v skladu z roki, ki smo jih zdaj javno napovedovali. Otvoritveni dogodek, v katerem mogoče taka beseda dve kasneje s strani predsednice Zveze kulturnih društev je planiran za krajevni praznik, 12. oktober po letošnjem letu se pripravlja otvoritvena slovesnost. Investicija, kot rečeno, je v okviru teh 6 milijonov evrov z dodatkom, ki ga je občinski svet sprejel na tej seji. Bistvo današnjega sporočila pa je v tem, da na Ravnah že razmišljamo in snujemo vsebino kulturnega centra, ne samo, da gradimo prepotrebno stavbo z vso najsodobnejšo opremo, ki jo taki centri potrebujejo. Zato, ko jaz predam besedo, bi v nadaljevanju seveda predstavil najprej direktor ZČŠTM-ja, njegov vidik bodočega življenja oziroma upravljanja kulturnega centra Ravne. Prosim. Hvala lepa, župan, za besedo. Kakorkoli po poplavah, ki so nas doletele, smo na Ravnah z kulturnimi društvi znali stopiti skupaj. Naredili smo neko zgodbo, ki je v danem momentu bila možna. Nas je dodatno povezala, tako da smo res z kulturnimi društvi izjemno povezani in smo uspeli pravzaprav speljati ta leta kulturo, da na Ravnah ni ugasnila. Tako da z 12.10. se piše res nova zgodba na Ravnah, ki bo tudi velik zalogaj tako za nas upravljavce, kot tudi za kulturna društva, da bomo ta objekt napolnili z kulturo. Pravzaprav naš cilj ni bil zgolj zgraditi nov kulturni center, temveč ustvariti vsebine, zaradi katerih bo ta prostor zares zaživel. Danes smo mi že kar nekaj časa tudi pripravljamo zgodbo, kako in kaj. Pravzaprav smo že začeli pripravljati novo grafično podobo kulturnega doma, sodobno spletno stran z možnostjo nakupa vstopnic, z implementiranimi možnostmi plačila in rezervacijami, ki bo povezana tudi na druge portale. Prav tako bo v samem kulturnem centru na voljo tudi kartomat, se pravi, da bodo lahko vsi obiskovalci dnevno prihajali, pogledali dogodke in neposredno kupovali karte. Ob vsem tem pa se seveda zavedamo, da sama stavba po sebi ne ustvarja kulturo, ampak kulturo ustvarjajo ljudje. Kultura na Ravnah živi. Da pa kultura na Ravnah živi, mora biti odprta, dostopna, povezana. Zato je velik poudarek namenjen tudi v sodelovanju z našimi kulturnimi društvi. Ob tem se moram sigurno zahvaliti Zvezi kulturnih društev Ravne in njeni predsednici, da nas povezuje, da kujemo skupno zgodbo in vem, da bo ta zgodba še veliko močnejša za naprej. Prav tako imamo pravzaprav že del programa za 2026-2027 pripravljen. Se pravi, tule lahko na kratko zdaj predstavim, pravzaprav v jeseni bomo predstavili tudi knjižico, kjer bodo vsi datumi navedeni. Zdaj pa že lahko povem, da imamo v okviru gledališkega abonmaja že predstave Nune v akciji, Zadnja večerja, Županova Mitska, Balada o Trobenti in oblaku. Se pravi, to gre res za vrhunske komedije, slovensko gledališko klasiko, predstave z močno zgodbo ter sporočilnostjo.
Sam glasbeni abonma smo izjemno ponosni, da bomo gostili Mnozil Brass, se pravi, to je izjemno priznana svetovna predstava. Potem pa imamo tudi v programu Klapa Skaza, Tjaša Fajdiga z kabaret šovom, skupina Katalena, Quattro Pirci. Tole program res združuje različne vrsti in pa nagovarja širok krog obiskovalcev. Prav tako ljubiteljski umetniški glasbe bodo lahko uživali v klasičnem abonmaju. Tukaj že imamo tudi pripravljeno Vsi Brass Quintet, Simfonični orkester Konzervatorija za glasbo in balet Maribor ter pa vrhunski slovenski evfonist Nejc Merc. Posebno mesto je namenjeno tudi najmlajšim v kulturi. Se pravi, prav tako gremo zgodbo naprej z otroškim abonmajem, ki bo sicer razširjena v veliki meri. Z njim pa želimo predvsem otrokom približati pravzaprav ustvarjalnost, na zabaven način pokazati kulturo, jih uvesti v svet kulture, da bodo začeli živeti oziroma veliko bolj obiskovati ta naš novi dom. Zato smo letos tudi naredili eno spremembo, kar se tiče lutkovnega abonmaja. Lutkovni abonmaj je vedno narejen kot svoj abonma. Letos smo se povezali z vrtcem in bomo individualno večje skupine otrok pravzaprav predstavili lutkovne predstave, ki bodo sigurno 4. Sledi pa tudi, poleg osrednjih abonmajev, pa načrtuje se tudi družinski abonma, mladinski abonma, seniorski abonma ter pa abonma po izbiri. To pomeni, da se lahko pravzaprav vse predstave prilagodijo glede na zvrst in okus, kar v prejšnjih letih že zaradi sedežnega reda pravzaprav ni bilo mogoče ustvariti. Že danes izvajamo koroški gledališki abonma, s katerim gremo tudi v prihodnjih letih naprej. Predvideva se tudi koroški glasbeni abonma, to pomeni, da bomo poskušali na ta način podpreti tudi domače glasbene ustvarjalce. Izjemno veseli pa smo tudi sodelovanja z JSKD-jem in z gospo Manjo. In tukaj pa že lahko povem, da se snujejo projekti, kot je Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin, regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, srečanje od Pliberka do Traberka ter srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov. Tu gre res za dogodke, ki pomembno prispevajo k ohranjanju naše kulturne dediščine, identitete, razvoj ljubiteljske kulture. Prav tako pa bomo dali fokus na ohranjanje tradicije in pa kulturne dediščine. Tako da v povezavi z šolami, v povezavi z vrtci, v povezavi z mladostniki bomo posebno mesto dali tudi naši domači kulturi in tako bomo poskušali našim najmlajšim predstaviti ljudsko folkloro, ljudsko kulturo, tradicionalne naše pesmi, tako da bomo res poskušali še na tem domačem segmentu kulture nekaj narediti. Tako da jaz sem izjemno vesel, da smo povezani na ravnah z kulturo, tudi zdaj pri snovanju pravzaprav same otvoritve kulturnega doma se je to pokazalo izjemno močno. Pravzaprav bodo sodelovali vsa naša kulturna društva, ki jih ni malo, tako da verjamem, da bo kulturni dom živ, se bo njim delalo in naš moto bo, da res kultura na ravnah živi. Ne želimo, da je to neka zgradba, ampak želimo, da se v tem domu tako v dopoldanskem kot popoldanskem času izvajajo določene aktivnosti, tako da vse ostalo pa ob snovanju knjižice. Ja, bom zdaj le prvi pa vprašanje. Ja, hvala direktor za predstavitev. A še kaj? Ja, eno zadevo bi še imel. Se pravi, ker pa zaznavamo, da je treba pravzaprav kulturo in kulturno udejstvovanje
usmerjati v prihodnost. Tako je župan povedal, smo se zmenili oziroma smo bili mnenja, da naredimo strategijo kulture za Ravne, se pravi za 2027-2032, ker vemo, da smo z znanjem omejeni, je tukaj res vidim eno izjemno veliko pomoč v Tiljanu Kudropu, ki ima res tudi mednarodne povezave in predvsem na tih mednarodnih povezavah, mednarodnih projektih in sodelovanju vidimo, da bomo lahko res snovali eno lepo obliko strategije kulture. Hvala lepo. Ja, hvala direktorju za njegov prispevek. Zdaj, kot je seveda razvidno iz prispevka direktorja, je program zastavljen zelo ambiciozno, zelo obširno, bistveno bolj intenzivno, kot je seveda bil do sedaj, oziroma bolj intenzivno, da ne žalo preteklega programa. Zato pa so potrebujemo nove sodelavce in veseli smo, da se torej ekipi ZKŠTM občine Ravne na kulturnem področju pridružil so tudi nov človek v smislu sodelavca, vodje, koordinatorja, avtorja strategije. V bistvu je za nas mlad človek, ampak seveda uveljavljen umetnik, uveljavljen kulturni organizator, zato v naši sredini, torej prvič danes javno predstavljamo Tiljana Kudrapa in ga prosim za njegov prispevek, z njegovega vidika kulture oziroma kulturnega centra Ravne, kajti seveda radi bi dodali neko novo dimenzijo, novo energijo, kot sem rekel, da bo kultura in umetnost naravno seveda ustrezna temu, bo rekel, res sodobnemu kulturnemu centru, ki ga gradimo, da bo hkrati seveda tudi vsebina šla z roko v roki, čeprav je zdaj veliko sezone že načrtovane, ampak ne glede na to, treba jo izpolniti, dopolniti, pa seveda narediti strategijo na srednji rok. Ja, prosim Tilen za tvoj prispevek. Lep pozdrav, najprej hvala gospe Šernik za lepo predstavitev, hvala gospodu županu, gospodu direktorju. Najprej naj povem, da ideja o moji pridružitvi celotni organizaciji novega kulturnega centra ni zrasla na mojem vrtu, na mojem zelniku. Ogromno kulturnikov in tudi gospod župan so apelirali na mene zaradi mojega predhodnega dolgoletnega udejstvovanja in logično sem se z veseljem odzval. Zdaj na začetku bi rad povedal, da torej nikoli nisem pripadal nobeni politični frakciji, nobeni organizaciji, nikoli nisem imel nobene izkaznice in tudi nikoli ne bom imel. To je en izredno pomemben fakt in pripadal sem vedno izključno svojim in višjim kulturnim idealom. In ne zanima me ne leva, ne desna, rdeča, črna, bela, rumena. Edini dve stranki, ki imata moje spoštovanje, sta mati kultura in njena hčerka umetnost. In tako je od malih nog, tako bo zavedno. In mislim, da mi je ta način do zdaj objektivno prinesel res spoštovanje in podporo ljudi, fanov iz celega planeta. In mislim, da, kot rečeno, to objektivno pomeni, da nekaj delam prav. In svoje ideale, tradicijo, pogled na kulturo bom seveda probal združiti z mnogimi sposobnimi ljudmi iz naše občine, ki jih je ogromno, ki bodo seveda vsak po svoje doprinesli k razvoju prostora kot takega, ki se trenutno gradi. Zdaj sam sem znan, torej javno znan, predvsem po udejstvovanju v alternativni kulturi, v kulturi, ki ponavadi tli pod površjem, ampak to je daleč od resnice. Za mnogi, ki tega ne vedo, že pri 7 letih sem se pridružil Mladinskemu pihalnemu orkestru, na to sem pri 11 letih postal najmlajših članov v zgodovini našega pihalnega orkestra Železarjev Ravne, torej z odraslimi ljudmi. In v bistvu pri 12 sem odšel z orkestrom 50 odraslih ljudi na prvo evropsko turnejo, ki je že takrat obsegala 9 držav, kjer smo postali tudi torej svetovni prvaki v Kerkradah na Nizozemskem v torej klasični wind glasbi, torej v pihalnem orkestriranju. In že to je en fakt, ki enostavno poje, da se je ta moja širina začela razvijati že precej hitro. In rad bi razbil ta mit, da se Tilen Kudrap udejstvuje samo hard rock, metalu in tako dalje. To je namreč tudi splošno daleč od resnice. Zdaj, če se navežem direkt na kulturni center, razmišljanje je v vsakem primeru odprto, že od samega začetka.
Torej, kulturni center mora in bo imel odprta vrata za vse miselnosti, za vse različne interese, ki bodo, upam, navdihujoče vplivali na delovanje družbe kot take in vzignili ravne na Koroškem še na višji kulturni nivo. Imamo dober nivo, ampak vedno je prilika za napredek, za progresiranje in treba je prepoznati dodatni potencial pri res talentiranih posameznikih, ki lahko torej zelo pozitivno vplivajo na našo kulturno prihodnost. Sam bom delal na tem, da se bodo zavedali izrednega pomena naše bogate literarne, pesniške, likovne, filmske in gledališke umetnosti, torej ne glede na to, v katerem žanru bodo delovali. Razmišljamo, da bomo ustanovili odbore glede na podzvrsti umetnosti, kjer bodo določeni strokovnjaki povabljeni na diskusije o razvoju teh dotičnih podžanrov. Kot rečeno, vključiti hočemo čim več ljudi, ki imajo znanje in pripravljenost pomagati ne samo kulturnemu centru kot takemu in zgodbi, ki se bo tam razvijala, ampak tudi domačemu kraju in njegovi veljavi na državni ravni. In kulturni center bo postal središče za celotno Koroško regijo, kulturno središče, središče razvijanja progresivnih misli in ne samo od Črne do Radl, zagotavljam vam, da se bodo ljudje radi vračali na ravni iz celotne države, ko bodo naš center enkrat obiskali in ko bodo začutili to novo energijo prostora. Delali bomo na čezmejnem povezovanju, gospod direktor je že omenil ogromno enih povezav in konekcij, ki jih imam jaz po celem planetu. Dejstvo je, da ne moramo delati samo na tem, da ohranimo vse skupaj slovensko ali pa avstrijsko, hrvaško, mađarsko, italijansko. Pripeljati moramo čim več mednarodnih zasedb v vseh preomenjenih podžanrih umetnosti. Zdaj jazzu je to uspevalo odlično. V heavy metal subkulturi smo pripeljali naravne ameriške, angleške, nemške, nizozemske, belgijske bende. To medijsko v tistem času, 10, 15, 20 let nazaj, sicer ni bilo toliko pokrito, kot bi moglo biti, ampak zdaj z razvojem socialnih omrežij in vsega tega, enostavno te informacije zelo hitreje prihajajo do ljudi, kot so prej. Sicer že tekom interneta, ampak enostavno, brez socialnih omrežij to ni bilo toliko dostopno. Torej, čezmejno povezovanje, zelo pomembna stvar, vključitev telesno omejenih, sploh invalidnih članov družbe v vse aspekte delovanja kulture. To je ena stvar, na kateri se mogoče do zdaj ni delalo toliko, kot bi se mogoče moralo. Vključiti hočemo torej vse ljudi, vseh zmožnosti ali nezmožnosti v tem primeru, da bo imeli svoj prostor za razvoj kulture in kot rečeno, kulturni dom bo odprt vsem in kot je rekel tudi gospod direktor, hočemo, da kulturni center postane prostor, kjer se bodo ljudje zavedali, da imajo priliko za vsakodnevno udejstvovanje v kulturi. Torej, kot vemo, če se navežem na Rajnko Jugoslavijo in Titov dom in pol v 90-ih kulturni dom, seveda, oba sta bila zelo ustaljena, etablirana prostora, ampak smernice so bile bolj ali manj skozi iste. Vemo, en dogodek, pa mogoče 2 na teden, zadeve so skozi potekale po istem kupitu, prostor nikoli ni bil vsakodnevno odprt. In glede na to, da sem tudi sam rojen v Jugoslaviji in da sem v kulturni dom prvič vstopil na očetovih rokah, konc 80-ih, se tega tudi spomnim iz prve roke. In zavedam se, da je treba te zadeve zelo, zelo nadgraditi, postaviti v sedanjost, s pogledom na prihodnost. In to je en izmed glavnih in prvotnih ciljev, torej da odpremo kulturni center, ki bo postal nek cultural hub za razvoj vsega. Vzgoja otrok in mladine je logično bistvena. In vzgoja od malih nog v duhu kulture kot take je zelo pomembna. In ljudje
se morajo začeti zavedati, da brez kulture dejansko ni obstoja. In premalo ljudi se zaveda, da je kultura v njihovih življenjih itak vsakodnevno prisotna, ne? In ker se tega nezadostno zavedajo, je mogoče ne znajo na pravi način spoštovati. In ta vzgojni aspekt spoštovanja do kulture bomo zelo nadgradili. In kot jaz vedno poudarim, narod brez kulture in umetnosti je kot človek brez duše. In v Sloveniji, ne samo na lokalnih nivojih, na celoten državnem nivoju, mislim, da trenutno primanjkuje tiste prave kulturne duše trenutno. In kot rečeno, na tem moramo in bomo delali. In nekako mislim, da ko res dolgo voziš in hodiš po neki ustaljeni progi, stezi, cesti, kakorkoli, je včasih čas, da se zavije na neke stranske neodkrite poti, in se odkrije neko popolnoma novo opcijo, ki pa s časoma postane neka uvožena cesta, po kateri se pol ogromno ljudem zdi smiselno peljati. In kot rečeno, glede na to, da so ljudje precej navajeni na prejšnje delovanje kulturnega in desetletja nazaj, ker vemo, da je ogromno ljudi še živih časa Jugoslavije, torej Titovega doma, bomo zdaj to probali enostavno združiti, spoštovati, ampak tudi dati vedeti, da je ta način preteklost in da imamo en popolnoma nov pogled in vizijo na delovanje novega centra. Torej, predvsem to, da je konstantno odprt in da postane neka zgradba konstantnega druženja in produktivnih debat. Zdaj, če se navežem še na par stebrov, konkretnih stebrov, torej, gospod direktor je par zadev že omenil, torej gledališče in abonmaji, razstave, likovna umetnost, glasba in koncerti. Pripeljali bomo nazaj audio-vizualno umetnost. Vemo, torej vsi se zavedamo, da naravno zelo pogrešamo kinoprojekcije, kinodvorano, kakorkoli hočete to poimenovati. In zelo bomo delali na tem, da naša regija, torej Ravne kot središče Mežiške doline oziroma celotne regije, ampak tudi cela regija dobi izredno kvalitetno kinodvorano oziroma dvorano za kvalitetne projekcije najnovejših in pa tudi alternativnih filmov. Zdaj mogoče to ne bo možno na samem začetku, najmanj župan popravi, če je slučajno kaj drugače. Približno. Ja. Torej, mogoče tako, ne bo torej, to izvedljivo na čisto samem začetku, ampak slej ko prej pa definitivno. To je res nuja. 24 let nimamo več kina v občini in zelo sem vesel, da se gospod župan in gospod direktor strinjate s tem, da je to zelo pomembno. Torej, to bomo pripeljali nazaj. Otroški program in razvijanje celotne skupnosti od vrtca, male šole, osnovne šole. Zelo pomembno je, da pripeljamo otroke iz vseh teh šolskih frakcij čim prej tja, jih seznanimo s prostorom kot takim in jim damo navdih in jim mogoče predstavimo kulturo na, bom rekel, na rekovajih, ne težaški način. Se pravi, da bo zainteresirani zaradi zanimivih vsebin, ki jim bojo v bistvu nekako dale že v zgodnjih letih v kri neko ljubezen do kulture, ki kot rečeno je vsakodnevni del družbe, oziroma, če rečem, točno po SSKJ skupek dosežkov vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja, katerega rezultat so ti dosežki in vrednote, in vse to moramo razviti na čim višji nivo. Zdaj, še ena stvar je to, da moramo tudi malenkost bolj pomisliti, vsej moje stališče je tako, na lokalno umetniško pripadnost na malo širšem nivoju. Zdaj, če omenim Oranca, večina ljudi in večina otrok, mladostnikov, kakorkoli pozna Solzice, pozna Levega Devžeja, itd., ampak Samorastniki, Dobrodob, Jamnica, Vojna Požiravnikov, izredno pomembna dela, ki sicer izhaja iz enega čisto drugega obdobja, realni socializem ni zdaj več osrednja tematika na našem področju, ampak vseeno, izredno pomembna tematika za Koroško kot tako in spoštovanje do naše preteklosti in vseh ljudi, ki so tule gradili mesto kot tako in v bistvu celo regijo na zelo bolj težek način, kot ga imamo mi zdaj priliko graditi. In otroke je treba
s tem seznaniti, zato da vejo, od kje prihajajo. To govorim čisti iz človeškega vidika, kot rečeno, nobenih političnih konotacij. Enostavno ljudje morajo vedeti, od kje prihajajo in kaj so ljudje delali pred njimi na področju, na katerem živijo. Še bolj se bomo osredotočili na razvoj in podporo lokalne kulture, lokalne umetniške ustvarjalce in seveda vsa društva, s katerimi bomo povezani non-stop, društva, lokalna društva, torej, in umetniki, ki prihajajo iz tega okolja, so srce kraja in brez njih in tradicionalne koroške kulture in note enostavno ni kraja kot takega. In velik poudarek bomo dali na njihovo nemoteno delovanje, da jim omogočimo čim boljše pogoje na vseh nivojih. Tule bomo vključili tudi par novih odličnih ustvarjalcev, ki delajo tule še par zadnjih let, kot naprimer Koroški simfonični orkester, ki je prinesel res odlično svežino in kvaliteto na simfoničnem orkestralnem področju naravne. In upam, da se pojavi v prihodnje tudi še par novih umetniških kulturnih formacij, ki bojo koristile razvoju kraja kot takega na kulturnem področju, pa tudi v bistvu na vseh drugih področjih. To bi bilo z moje strani. Tudi to lahko omenim, ja. S njem zapisano. Torej, me je gospod župan opomnil, zdaj zelo bomo poskušali delati na tem, da res kulturni center nekako gradimo z svojo vizijo, ampak s poudarkom na dobrih praksah iz celotne države. Zdaj, če omenim najprej Kino Šiška, en neverjeten centralno-evropski center kulture, kjer se ustavljajo vse največje zasedbe iz vseh možnih zvrsti, kjer se delajo predstave, kjer se delajo vse možne zadeve, od etnoprireditev do kabarejev, do praktično ogromnih koncertov tega srednjega razreda, ki jih tam prostor omogoča, se pravi do 1000 ljudi. Nekako se probamo navezati na njihovo delovanje z malimi vplivi določenih alternativnih zadev in pa bolj visoko kulturnih organizacij, kot je logično Cankarjev dom, in nekako te koncepte združiti in, kot sem rekel, dobre prakse. Tule imamo Ribnico, imamo Velenje, torej Mladinski kulturni center, imamo Tolmin, MIKK, imamo kulturni center Jedro v Medvodah, imamo Rdečo strigo v Škofji Loki, ki deluje nemoteno že 40 let, imamo kulturni center v Ilirski Bistrici, ki ima zelo dobro prakso in zelo progresivno delovanje ob ohranjanju tradicije in kulture. Se pravi, vse to imamo itak strateško že nekako določeno, da bomo naredili res en konkreten prerez čez vsa njihova delovanja in logično se bomo tudi z vsemi vodilnimi ljudmi iz teh ustanov dobili na delovnih sestankih in v bistvu tudi z njihovo podporo probali nadaljevati strategijo, ki jo imamo do zdaj že zapisano, ampak kot rečeno, se bo še zelo nadgradila in skupaj vsega tega bo v kratkem pokazati tega, kako bomo zaštartali in nadaljevali. Ja, v redu. Hvala Tilen za ta tvoj prispevek, ki je bil nekoliko daljši, da spoznate tudi njegov način razmišljanja, uvid v kulturo, umetnost in pa seveda tudi vsa prizorišča, pravzaprav pomembna prizorišča kulture v Sloveniji Tilen, za razliko od nas, tu pozna, ne samo kot prizorišča, tudi osebe. Ja. Torej bomo res se upeli v ta veliko prostor slovenskih kulturnih centrov. Z nami pa je tudi predsednica Zveze kulturnih društev Tina Slemnik, ki, kot rečeno, 17 kulturnih društev oziroma 17 izvajalcev kulturnega programa deluje. In prosim Tina, da predstaviš še mogoče vaš vidik. Ja, hvala za besedo. Mene tudi v bistvu veseli, da lahko tudi v imenu kulturnih društev, ki delujejo na območju Ravna Koroškem, osvetlim pomen novega kulturnega centra. Seveda nam je v tem vmesnem času, ko kulturnega centra ni bilo, ta zelo manjkal. Številna društva, sekcije so izgubile svoje prostore za vaje, za druženja in seveda tudi nek prostor, kakovosten prostor za nastope. Ampak znašli smo se seveda po svoje v sodelovanju z občino, z ostalimi zavodi na območju Raven, gostujemo po šolah, športnih dvoranah, po drugih ustanovah v kraju, kar pomeni, da še vedno vztrajamo, torej še vedno delamo, kljub temu, da seveda
izvajanje nekih kulturnih vsebin v telovadnici ni tako kvalitetno, kot nam bo ponudil ta prostor oziroma oder novi kulturni center. Tako da zato si tudi mi želimo, da ta novi kulturni center, ki bo nastal, pa mi je tudi všeč, da sta oba moja predhodnika videla ta vidik, da postane tudi nekako dom ali pa domicil domačih kulturnih društev. Pomen domačih kulturnih društev. Seveda bodo prihajali iz celega sveta, iz celotne Slovenije, regije, ampak da sta prepoznala tudi našo vrednost, torej teh amaterskih društev, ki delujejo, našo dediščino in seveda si želimo, da postane naš dom prostor, kjer se lahko srečujemo, delujemo in seveda tudi nastopamo, izvajamo svoje vsebine. Tako da absolutno nam bo ta novi kulturni center ponudil neke sodobne in kakovostne pogoje za delo. Tehnično ustrezno opremljeni prostori bodo seveda omogočili redne in verjetno tudi bolj kakovostne vaje, tako pevskih zborov, gledaliških skupin, folklornih in pa drugih kulturnih društev, ki delujejo na tem območju. Poseben pomen vidim pa tudi v možnosti izobraževanja in razvoja kulturnih kadrov, ker verjamem, da bodo ti novi prostori seveda omogočili tudi organizacijo raznih delavnic, seminarjev, strokovnega usposabljanja, srečanja mentorjev in seveda izmenjavo dobrih praks med društvi v kraju in širše. Pomemben bo ta prostor, novi kulturni center, tudi za, sta že tudi prej omenila, seveda za vrtec, osnovne šole in srednje šole. Tudi nam so ti prostori zelo manjkali in je pomembno, da postane prostor mladih, da ga prepoznajo kot okolje, kjer lahko razvijajo svoje talente, uresničujejo ideje, sodelujejo pri kulturnih projektih in v bistvu soustvarjajo kulturno prihodnost naše regije. Zato si želimo in tudi vidim, da ta strategija gre v to smer, da kulturni center napolnijo že otroci, od vrtca naprej, osnovna šola, srednja šola in da imajo možnost prihajati tako kot torej obiskovalci, gledalci in seveda tudi kot ustvarjalci kulturnih vsebin. Da z njim rastejo, da ga vzamejo nekako za svojega. No, tule bi jaz izpostavila tudi vidik obiskovalcev, teh kulturnih prireditev, tudi za njih bo to čist neka nova dimenzija, verjamem, da, ko bojo enkrat obiskali naš kulturni center in doživeli nek tak dogodek, se bojo sigurno vračali. Novi kulturni dom, zdaj sem slišala Tilna, bo postal nek prostor druženja, srečevanja, torej je koncept, da je to odprto vsak dan, kar se mi zdi izjemno pomembno, da je to nek prostor povezovanja, da ga tudi nekako krajani, meščani, naši občani vzamejo za svojega, da vejo, da so tam vrata odprta, da lahko tja pridejo in seveda se tam družijo. Sploh v tem času, ko se v večini že veliko srečujemo samo v virtualnem svetu, so taki odprti prostori, prijazni prostori zelo pomembni. Tako da ta novi kulturni center ni pomemben le za Ravne na Koroškem, jaz ga vidim tudi kot pomembno pridobitev za celotno Koroško regijo. Verjamem, da kultura ne pozna mej in mislim, da bojo v našem kulturnem centru uživali vsi Korošci, lahko, če bodo želeli, verjamem, da jih bomo znali tudi privabiti sem, da bo z svojo odprtostjo, sodobno zasnovo omogočal nastanek mogoče kakšnih novih projektov, gostovanj, partnerstv, no to je že Tilen povedal, in da bomo seveda s tem bogatili kulturno življenje celotne regije. Tako da jaz bi se na tem mestu res v imenu Zveze kulturnih društev zahvalila županu, občini za vsa prizadevanja, ki so pripeljala do te točke, kjer smo zdaj. Tudi zahvalila bi se direktorju ZKŠTM-ja, odlično sodelujemo, na vseh področjih se povezujemo, mrežimo, delimo ideje
si dajemo neko podporo in se v bistvu že veselimo nekih novih zgodb, ki nam jih bo ta kulturni center prinesel. Hvala, gospod Tini Slemnik, jaz predsednici Zveze kulturnih društev. Zdaj direktor me je opomnil, da moraš dati eno informacijo ob otvoritvi oziroma ob izidu knjižice za abonmaje, ki bo letos jeseni zelo obširna. Načrtujemo še eno akcijo in sicer, da bi vsa gospodinjstva oziroma vsi občani naše občine prijeli bon v vrednosti 20 €, da lahko so torej za v taki višini vabljeni, da brezplačno, za to vrednost obiščejo predstavo po izbiri oziroma kulturni dogodek po izbiri v kulturnem centru Ravne, tako da bi v bistvu neprenosljiv bon pritegnil čim večje število občanov, da bi morda prišli pač pogledati kako predstavo, ampak o tej akciji bomo največ poročali mogoče o predstavitvi knjižice, ampak ideja je glavnem, da v otvoritvi, ki je izrasla pravzaprav strani zavoda in tudi društvo, da damo tako brezplačno vstopnico, če bi rekel, ljudem povabimo. Tisti, ko morda niso bliže vrsto let v zdajšnjem kulturnem domu, da pridejo seveda pač obiskati naš nov kulturni center. Toliko z naše strani, bili smo malo dolgi, tako da se obračujem, ampak drugič bomo krajši. Izvolite za vprašanje. Ta strategija se šele torej pripravila. Ja. Tile mislite, kaj je tukaj zdaj na Koroškem, mislite, da ima tukaj v Ravnah? Na Ravnah? Ja, v bistvu se vračam zaradi posebnih družinskih razlogov. V bistvu to že praktično 2 leti sem na zelo bolj pogosti ravni tule. Se pravi, na popolnoma aktivni ravni. In kaj je pogodbeni sodelavec z KŠTM, kako da boste delovali? Aha. Funkcija je pa kaj, se pravi, za razvoj strategije na področju kulture in programa. Tako, koordinator strategije. Kot naziv njegov, ja. Tako, v bistvu Janja boje specifično Strokovni dikcijo. umetniški, ja. Dolga je. Strokovna dikcija. Nisem se še naučila. Strokovni umetniški sodelavec za razvoj strategije programske sheme novega kulturnega centra. Strategija je pa zelo začetnica, ker to bo dokument strategija, ki bo, ko so prej na športu, če ste videli, strategija na doči športu. Bo pa še vedno kulturni center, ali ne bom? Zaenkrat bo kulturni center ravno nastavlja. So ideje po poimenovanju, tako je pri nas, po prežihu, ampak smo zaenkrat zadržali. Zaenkrat je KC Ravne. Zaenkrat bo KC Ravne. Ampak tudi poanta je to, da ni samo dom, ampak center vsega možnega, torej vseh možnih umetnosti. Zdaj tudi to je ena izmed zadev, kulturni dom, Tito dom in tudi zdaj KC je bil predvsem prostor za neke gledališke predstave, za otroške predstave itd. Zdaj hočemo to res razviti v ogromno enih mehkih vsebin, se pravi, kot sem prej omenil, in za invalide, in za starostnike, in za otroke, literarni večeri, pesniški večeri na redni bazi, bolj dostopna galerija, recimo z razstavami, ki bojo res ekstremno zanimive za skoraj celotno populacijo, ne za nekaj ful specifičnega in alternativnega, kar mogoče navadne oči ne glih prepoznajo. Se pravi, čim bolj dostopen center hočemo ustvariti, zato da res ljudje, kot je gospod župan omenil, recimo ogromno ljudi mogoče zdaj leta in leta ni obiskovalo prostora, se pravi, ves ta pasivni narod moramo privabiti nazaj, ker enostavno bojo vsebine toliko kvalitetne, da bi bilo škoda, da jih zamudijo. In mogoče niti ne vejo tega in zato jih moramo soočiti, seznaniti z vsemi temi zadevami in jih enostavno z zanimivimi vsebinami predlogi pripeljati v prostor, ki ga hočemo razviti. In kot torej oba kolega vedno poudarita, kar sta meni tudi na samem začetku naših prvih sestankov povedal, vse to se gradi za ogromno prihodnjih generacij. Ni zdaj samo to, da se to dela zdaj za nek efekt v naslednjih 5 do 10 letih, to se dela za 50-100 let in začetek in prvi vtis je pa zelo pomemben. In hočemo dejansko imeti en uspešen, pozitiven štart, zato da gre zadeve pol v tej smeri tudi naprej. Lahko še čisto z tehničnega vidika poveste, koliko večji ali pa koliko večja dvorana bo recimo od prejšnje, koliko več sedežev imate te podatke pri sebi? Ja, dvorana je enaka, po kvadraturi. S tem, da so arhitekti so malo drugače zasukali stvari, kulturni center gradimo kot nadomestitveno gradnjo iz sanacije.
torej kvadratura je identična, sedežev je več, do sedaj je bilo 186, zdaj je pa 300. Grobo rečeno, na projektni nalogi 300 sedežev, ker zdaj spreminjamo še širino sanjal oziroma detajle stolov. Ne znam povedati točnega števila, no, ker se izbirali tu skupini očmi, smo tu stole testirali, no, in upravljavci in kulturniki so imeli možnost še povedati mnenje v stolu, pa dem nasanjalo, no, detajle. Zdaj seveda, če je nasanjalo širše 20 cm, pa zgubimo kak stol na tam. To je grobo rečeno 300 stolov, bomo jih pa natančno vedeli. Se pravi, v isti dvorani je bilo prej 186, zdaj pa 300. Ja, tako. Isto veliki dvorani. V isto veliki dvorani, s tem, da so balkonje, malo bolj optimalno tu, v isto velikem kulturnem centru, bomo rekli. Ampak A, B je približno isti, torej razdalja do glasbenega doma pa do potoka je približno ista. Mogoče da je malo Višji je, ne? Višji pa je. Pa kaj ima še galerijske prostore, kaj ima še? V bistvu bo 5 prizoriščno. Glavna dvorana, temu bomo rekli, te velika dvorana rekli, glavnem, tista ta velika, no. Katedrala. Pol bo mala dvorana, isto, kar je bila, pol bo galerija, tisti del prostora bo upravljala galerija, KGLU. Potem bo avla, ki bo tudi prostor za tudi te razstave bolj ljubiteljske, pa tudi dogodke manjšega značaja, sploh izdruževanje bo ta avla, ki je v tem barvnem steklu, no, ki je do stropa odprta, pa tudi manjša terasa, ki bo tudi omogočala določene in audiovizualne, in glasbene, in družabne dogodke. Zdaj v bistvu bo 5 prostorov kulturnega centra. In nek kavarniški. In neka kavarniški kotiček, ki je del avle, ja, to je tudi načrtni jun, da bo to odprto v bistvu. Pa kaj prostori še društva ali kaj kakih? Ja, to smo pozabili. Tja se seli javni sklad za kulturne dejavnosti, nad bi imeli sedež društva, nad bi imeli sva pisarne sodelavci, Tilen in drugi sodelavci, ZKŠTM, no, skratka, tu je 10 pisarn, tako da hitro rečeno. A kavarna bo pa tako vsak dan normalno potovali? Tako, kavarniški del je pa tak, ja, da se bo videti. Da bo šla tja šel. Ja, kaj je. Parkirišč bo koliko, kje v bližini, kaj? Parkirišče pride do izgradnje novih v glasbenem domu, tisti del, tu je tako osko, no, do Marjetke, parkirišč mislim, da je 40, s tem, da je občina je kupila tudi, če vam je vse znano, no, Zadrugo, tisto, pri vhodu Stojansko reko smo kupili v bistvu Zadrugo in poslovni prostor in celotno parkirišče in to bomo, ko bomo dobili jaka sredstva, ki tudi naredili v bistvu kulturno, tako asfalto, sodobno parkirišče, tu bo sigurno 100 parkirišč. Pa v viziji je potem tudi peš brv čez Mežo, no, v bistvu šel avto tam parkiral, pa bo šel peš v bistvu v zadnje glasbenega doma, oziroma pa kulturni dom. Pa ne moramo torej mimo tudi obnove glasbenega doma, tam je pa kaj, a bo hkrati končano ali kaj? Hkrati končano. Tudi glasbeni dom se obnavlja iz sanacijskih. Ja, iz sanacijskih. Tam je sicer vrednost $500 000, no. Ampak... Tudi občina, ki je da zraven? Ne. Okolica? Je deloma skupna, ne, ali kako je že tam? Ne da občina, država. Preko občine so. Ja. Ampak okolica je deloma skupna, oziroma pač ja. Ne, tista okolica preti je pa skupna, ja. Zrabi soglasje glasbenega doma, ker glasbeni dom je pač orkester. Ja. Ja, tu se celotna zadeva prenavlja. Zdaj se zunanja dela. Skratka, 12. oktobra kaj bo oboje odprti, ali bo sam... Mi načrtujemo kulturni, to mogoče nisi beseduje. Ja. Naš župan je v bistvu dal nalogo Zvezi kulturnih društev, da smo koordinatorji te kulturnega dela odprtja kulturnega centra novega. Sodelovala bodo naša ravenska društva kulturna. Zdaj jaz vsebino ne bi, mogoče, da bo to en tak preplet in pogled v prihodnost in preteklost, ne bo neko revijalno nastopanje, malo se bojo med seboj vsi ti nastopajoči pomrežili, sodelujemo seveda tudi z ZKŠTM, ki bojo prevzeli tehnični del te prireditve. Drugač bojo pa dogodki potekali kar ves tisti teden, kulturni dogodki, takrat bo tudi kulturni center odprt za javnost, da si bojo lahko prišli pogledati, to bomo tudi dali, ko bo malo več, bomo tudi dali to ven, redno v tej knjižici, tudi kako bo se to v tem tednu potekalo. Tako da ja, tudi ta del se načrtuje, se dela. 140 zagočih imate, ne? 140 nastopajočih. Aha, ne. Ni to. Kaj ste
se res navračal. Ne, vse v redu. Mislila sem še, a se bo hkrati še glasbeni dom, pa se v redu. To nimam podatka, ali kaj posebej delajo godbeniki. Abor, aha. Ja, v bistvu pa je 140, ja, če vsakega posameznega od orkestra štejemo, ja, bolj pa je 140. Mi ste rekli, da se bo 140 ljudi zvrstilo na odru. Ja, No se za te podrobnosti v času. Ja. To samo ljudi, ste smisli, da je Oseba, ampak ne posamezno nastopajoči. Ni orkester eno, orkester je Ja, 30. ja. Ja. Ok, hvala vam za Hvala, ja, za vse. prisotnost, poročanje vaših filmskih. Hvala.